Motoristični floti organizacijske enote nujne medicinske pomoči, ki deluje v okviru zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, se je pridružilo novo motorno kolo BMW R1200 RT. Ja, to je prav gotovo ogromna pridobitev za našo enoto nujne medicinske pomoči. Seveda, ko smo se prvič srečali s podjetjem T2 in slišali njihov predlog, smo bili zelo prijetno presenečeni. In ko so nam javili, da lahko prevzamemo motor že 5. 6. je bilo toliko večje navdušenje. Ne glede na to, ali gre za prometno nesrečo v mestnem središču, na avtocesti ali na kakšnem bolj odročnem mestu, je reševalno motorno kolo tisto, ki je na kraju dogodka običajno prva. Pri našem reševanju je najpomembnejši aktivacijski oziroma reakcijski čas, dostop do pacienta. In dokazljivo je, da je reševalec motorist bistveno hitrejši kot reševalno vozilo, že zaradi same možnosti dostopa. Od leta 2001 se lahko reševalci v mariborski reševalni službi na nujne vožnje peljejo tudi z motorjem. Začetki od tega so daleč, prav tako je daleč tudi razlika od tistega prvega motorja, ki je bil prilagojen praktično doma, in novim, ki je za ta namen razvit že od začetka. Lahko rečem, da lahko s ponosom postavimo vso našo floto komorkoli na ogled, kajti res imamo sodobne motorna kolesa, tale zraven mene je star 14 let, pa še stalno v uporabi ob svojih prevoženih 86.000 kilometrih, ki pa seveda to ni isto, kot če bi jih vi prevozili na svojem motornem kolesu, ker se tam vožnja bistveno drugače odvija, kot se odvija naša vožnja, ko se peljemo na intervencijo. O motornem kolesu v vrstah nujne medicinske pomoči se je začelo govoriti pred 20 leti, glede na učinkovitost pa bi lahko pomagal tudi v vrstah gasilcev. Jaz absolutno podpiram motoriste reševalce, ker je to pred leti že moj kolega začel, pa bom rekel več kot 20 let nazaj se s pobudo, da bi Slovenija dobila motoriste reševalce. Takrat jih še ni bilo, ampak sem imel prijatelja, s katerim smo dirkali skupaj na državnem prvenstvu Slovenije z motorji, ki se je za to zavzemal. Tako da se mi zdi odlična ideja, se mi zdi izjemno fajn in ne vem, če veste, da zdaj laufa že pobuda, da bi imeli gasilci tudi motorista, ki bi bil ravno tako lahko zelo hitro na kraju nesreče, se pravi prej, preden pridejo reševalna ostala vozila, avtomobili in karkoli. Tako da absolutno pozdravljam akcijo, absolutno se mi zdi fajn, da to v Sloveniji je, in jaz reš mislim, da bi rabili še kakšnega več še v tistih manjših mestih, ker dejstvo je, da motorist reševalc pride lahko na kraj nesreče precej prej kot pa avto. Pogosto se zgodi, da reševalci motoristi v želji po reševanju življenj tvegajo svoje lastno. Cesta pa pogosto ne odpušča. V nevarnosti smo reševalci vsakokrat, ko smo v službi. Tudi sam sem imel neprijetno izkušnjo, pri kateri sem utrpel eno poškodbo hrbtenjače, in jaz res apeliram na vse tiste, ki so v vozilo zdaj, ki bodo vozilo čez 1 uro ali pa ki so v vozilo poklicni vozniki oziroma tovornjakarji, dajte gledati vsaj zračno ogledalo in imejte tisto muziko na tisti volumen, da boste tudi nas slišali. Je pa druga stvar, pri kateri pa tudi dajmo se prepričati za tiste mrtve kote in tako že sami sebe ogrožamo, dajte nas vsaj vi malo varovati. Navdušenja nad novim motornim kolesom niso skrivali ne reševalci motoristi, niti gostje, ki so novo motorno kolo z dobrimi željami pospremili na pot.